gostje, spoštovani gosti, drage učenke in učenci, lep dober dan in dobrodošli v sončni dvorani na Brdu pri Logovici. Danes obeležujemo skorajšnji dan državnosti, zaključek šolskega leta 2023-2024 ter podelitev nagrad najboljšim učencem osnovne šole Janka Kersnika Brdo. Poleg tega bomo slavnostno otvorili tudi prenovljeno igrišče, kar bo nedvomno prispevalo k temu, da bodo letošnje poletne počitnice še prijetnejše in seveda tudi zabavnejše. Med nami še posebej pozdravljam poslanca Državnega zbora Janeza Ciglerja Kralja in Rada Gladka. Svetovalca iz kabineta Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Županja občine Logovica, magistro Olgo Vrankar. Podžupanja občine Logovica, gospoda Vincenca Dragerja. Svetnika in svetnice občinskega sveta občine Logovica. Ravnateljica osnovne šole Janka Kersnika Brdo, gospod dr. Anjo Podlesnik-Fetri. Športnica Pedro Pavlič. Predstavnika krajevne skupnosti, društev, učiteljice in učitelje osnovne šole Janka Kersnika Brdo. In seveda tudi vse občanke in občane občine Logovica. Ob dnevu državnosti, ki ga bomo praznovali v torek, bomo proslavili veliko željo naših pridnikov pred 33 leti. Željo po samostojni državi Sloveniji. Ta pomemben dan bomo počastili s prihodom zastave in praporščakov Zveze veteranov vojne za Slovenijo, sekcije Lukovica ter območnega združenja slovenskih častnikov Domžale. Vabim vas, da se nam pridružite v slavju in ponosu, ter skupaj obeležimo te pomembne trenutke. Pozdravimo torej prihod slovenske zastave, simbola naše državnosti. Z njo izražamo svojo pripadnost, ponos in tudi svojo istovetnost. Izkažimo ji globoko spoštovanje, tako da ostanemo in jo pospremimo na osrednji prostor. Gledate, vino! Osnovnošče, državnih krakov,
Hvala vsem. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki obeležuje spomin na 25. junij leta 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu Republike v Ljubljani. Dan državnosti ni samo spomin na dan osamosvojitve in spomina na rojstvo naše domovine, je tudi kaže pot v prihodnost. Ni pomembno, koliko ovir je pred nami in kako visoke so. Ko smo enotni, smo nepremakljivi. Tako lani županja občine Lukovica, magistra Olga Urankar, ki je slavnostna govornica tudi ob letošnji priložnosti. Gospa županja, vabljeni na oder. Spoštovani gostje, veterani vojne za Slovenijo, dragi občani. Čez nekaj dni bomo praznovali 33. rojstni dan naše ljube, samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Gre za najpomembnejši državni praznik, ki je Slovenijo umestil ob bok suverenim in samostojnim narodom z lastno državo, zato si zaslužil globok poklon. Globok poklon naši preljubi državi danes namenjamo tudi tu, v naši sončni dvorani na Brdu, na osrednji občinski prireditvi, ki jo je občina Lukovica pripravila skupaj z osnovno šolo Janka Kersnika Brdo. Pred današnjo slovesno prireditvijo smo se skupaj z veterani vojne za Slovenijo in drugimi veteranskimi organizacijami zbrali v pomniku Lokvan na Mali Lašni, kjer smo svečano dvignili slovensko zastavo ob dnevu državnosti. Tam so se v času osamosvojitvene vojne odvijali dogodki, ki so pridodali svoj kamenček v mozaik naše samostojnosti in lastne države. Prav tako bomo danes na tej slavnostni prireditvi obeležili zaključek šolskega leta, čestitali vsem učenkam in učencem, podelili nagrade najboljšim ter vsem zaželeli lepe počitnice. Po slavnostni prireditvi pa bomo svojemu namenu še uradno uporabo predali novo športno igrišče pri osnovni šoli. 26. junija leta 1991, ko je Slovenija razglasila svojo samostojnost in smo prvič dvignili novo slovensko zastavo, je vsakemu ponosnemu Slovencu zaigralo srce. Malo starejši se spomnijo besed takratnega predsednika predsedstva. Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Naslednji dan se je začela 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Nismo se predali, bili smo enotni in smo zmagali. Prav ta naša enotnost je bila odločilnega pomena za nastanek in razvoj naše slovenske države. Zato je dan državnosti naš največji skupni praznik. Ne smemo pa pozabiti, da se je delo slovenskega naroda začelo na verskem in jezikovnem področju že stoletja nazaj, z brežinskimi spomeniki, s Trubarjevimi, Dalmatinovimi, Bohoričevimi in drugimi deli. Številni pisatelji, pesniki, politiki so v težkih družbenih razmerah začeli izpostavljati in pisati slovensko besedo. Kasneje so ustvarjali in zagovarjali politične programe, kot je na primer program Zedinjene Slovenije, in zastopali interese Slovencev v okviru različnih držav, od časa Avstro-Ogrske pa vse do samostojne Slovenije. Naši predniki so zato, da danes obstajamo in imamo svojo državo, umirali na številnih frontah. Zato je spoštovanje lastne zgodovine, države in njenih simbolov naša trajna zaveza. V času osamosvajanja smo stali pred na videz neuresničljivo nalogo, a s plebiscitarno voljo ljudstva in s tedanjim političnim vodstvom, ki se je rodila iz te iste volje po demokratizaciji, smo uresničili svoje tisočletne sanje po samostojni slovenski državi. Kadar sta narod in njeno politično vodstvo enotna, je ni sile, ki bi ta narod ustavila.
Velikokrat slišimo, da takšne enotnosti, kot smo imeli ob rojstvu naše države, ne bomo imeli nikoli več. Prepričana sem, da to govorijo predvsem tisti, ki v prvi vrsti vidijo samo sebe in svoje interese, ne vidijo pa potreb države in sodržavljanov. Zato, da bi lahko pot naše ljube Slovenije bolj svetla, pri pomembnih vprašanjih pa bi znali najti enotnost, potrebujemo na čelu države državnike, voditelje, ki znajo in zmorejo povezovati. Ljudje smo si različni in imamo različne poglede, kar je prav. Različnost nas bogati in je obenem pot k razvoju in napredku. Če bi vsi mislili in delali enako, bi namreč ves čas capljali na mestu. V naši čudoviti domovini je dovolj prostora za vse. Treba se je samo spoštovati in spodbujati. Prostora pa ne bo nikoli dovolj, če se bomo prerivali ali izključevali. Tu smo odgovorni za sedanje in prihodne generacije, da skupaj z ustvarjalnostjo, delovnostjo, podjetnostjo, predanostjo, pravičnostjo, odprtostjo, strpnostjo in poštenjem gradimo našo skupno prihodnost. Če se bomo pogovarjali in se slišali, če se bomo upoštevali, bodrili in si pomagali, če bomo povezana in solidarna družba, nam je skoraj vse dosegljivo. Zato je praznovanje rojstnega dne naše države priložnost, da prebudimo zavest, da smo kljub različnim nazorskim in političnim stališčem otroci enega naroda, brati in sestre ene družine, in da vsi mi tej državi čestitamo k njenim uspehom in ji želimo vse najboljše. Spoštovani, sanje o svoji državi smo uresničili. Slovenija je danes ponosna, spoštovana, ugledna in zaupanja vredna država in članica številnih mednarodnih organizacij. Slovenci smo del novega sveta. Imamo priložnost, da vanj vpišemo in zarišemo svoj sled. To bomo zmogli, če bomo med seboj in z drugimi mislili na prijazno prihodnost človeštva. Imamo znanje in sposobne ljudi. Verjamem, da zmoremo tudi voljo, da povežemo vso našo ustvarjalno pamet in energijo. V tem novem svetu moramo dokazati svojo trdnost, da Slovenci ne le obstajamo in živimo, temveč še kako soustvarjamo ta novi povezani svet. Moramo se zavedati sebe in svoje identitete. Slovenstvo mora biti za nas vrednota, ki jo hočemo v svoji državi razvijati in ohranjati. S tem iskrenim prepričanjem iz srca vam čestitam ob osrednjem državnem prazniku, ki ga ponosno nosimo v svojih srcih. Kdorkoli že smo in kjerkoli že smo. Naj vsak dan vam prinese nove sanje. Vse najboljše, Slovenija! Hvala, gospod Živanje, ministrnjo Uranka, za ta prekrasen govor. Ob odru so članice in člani Godbe Lukovica, ki je v svojem 26-letnem delovanju postala ena najbolj prepoznavnih društev v sami občini. S trdim delom, veliko željo in zagnanostjo stalno napreduje, kar dokazuje tudi skladba, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Z njo so lukoviški godbeniki konec aprila na 42. tekmovanju slovenskih godb 3. težavnostne stopnje osvojili zlato plaketo, za kar jim ob tej priliki še enkrat iskreno čestitamo.
učenke in učenci, spoštovani starši, učitelji in gostje. Sledi svečani del prireditve, ko bomo podelili priznanja najuspešnejšim učenkam in učencem letošnjega šolskega leta. Za nami je še eno izjemno šolsko leto, polno truda, vztrajnosti in tudi številnih dosežkov. Danes smo tu, da nagradimo najbolj predane in uspešne med nami, ki so svojim delom in prizadevnostjo izstopali na različnih področjih. Naše učenke in učenci so v preteklem letu pokazali izjemne dosežke v znanju, športu, umetnosti in tudi drugih dejavnostih. Njihovi dosežki niso samo rezultat njihovega truda, temveč tudi podpore njihovih staršev in mentorjev, ki so jih ves čas spodbujali in tudi usmerjali. Vsaka nagrada, ki jo bomo danes podelili, je priznanje za izjemen trud in tudi dosežke, ki so jih dosegli naši učenci. Sedaj pa vabim, da se nam pridružite na odru gospa ravnateljica, dr. Anja Podlisnik-Fetih in županja, magistra Olga Urankar, ki boste skupaj podelili nagrade najuspešnejšim učenkam in učencem letošnjega šolskega leta. Spoštovani gostje, prisrčno pozdravljeni tudi v imenu naše šole, osnovne šole Janka Kersnika Brdo. Najprej iskrene čestitke tudi z naše strani ob prihajajočem državnem prazniku. Bodimo ponosni na našo deželo, bodimo ponosni na našo državo. Izobesimo zastave in praznujmo. Bodimo pa ponosni tudi na to, da smo skupaj pripeljali tole šolsko leto do uspešnega zaključka. In ko zaključujemo, se oziramo nazaj. Star slovenski pregovor pravi, kakršna je bila setev, taka bo žetev. In kot na polju z željo po pridelku zasejajo žito, tudi vsi učitelji, ki sledijo tukaj v občinstvu, z gorečo željo želijo zasejati voljo po znanju, po motivaciji do učenja, po novih izkušnjah, veščinah in, kot kaže, nam dobro uspeva. Hvala tudi vam, dragi starši, da doma trdno stojite ob vaših otrocih, jih spodbujate, kajti le skupaj nam lahko uspe. In tudi to šolsko leto nam je uspelo doseči mnogo rezultatov, tako na šolskem, področnem, kot tudi državnem nivoju. In danes boste priznanja učenci prejeli iz rok gospe županje, magistre Olge Urankar, in na oder kar vabim učence in njihove mentorje. Najprej na državnem tekmovanju iz angleščine za 7. razred, kjer so bronasto priznanje osvojili naslednji učenci: Eva Češka, Patricija Potočnik in Žan Matjaž Orešnik. Vabim na oder. Učenci Denis Intihar, Žiga Klinar, Kaja Pevec in Nik Šarkezi so dosegli srebrno priznanje. Iskrene čestitke. Pogumno na oder, skupaj z učenci pa vabljena mentorica, učiteljica angleščine Mateja Koskobe. Kar naprej vabim učence, ki ste pod mentorstvom učiteljice angleščine Janje Čolič na državnem tekmovanju iz znanja angleščine za 7. razrede dosegli zlato priznanje. Vabljeni učenki Eva Cerar in Iza Jutršek. Iskrene čestitke. Seveda, vabljeni tudi mentorica.
Na državnem tekmovanju Logična počast je pod mentorstvom učiteljice Helene Urbanija Zala Pestotnik osvojila srebrno priznanje. Pod mentorstvom učiteljice Urše Iglič pa je učenka Sofija Boštjan osvojila srebrno priznanje, učenka Zala Cerar pa zlato priznanje. Vabljene učenke in obe mentorici. Učenca Nejc Pertinač in Anže Prašnikar sta pod mentorstvom učiteljice Mojce Češnjevar na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za kenguru Vegova priznanja osvojila srebrni priznanji. Vabljeni vsi trije na oder. Pod mentorstvom učitelja Toma Gornika je na državnem tekmovanju iz logike Max Zore osvojil srebrno priznanje. Vabljen Max in njegov učitelj. Naš učenec Patrik Novak je na državnem tekmovanju iz atletike posamezno pod mentorstvom učitelja Jaka Rogla osvojil zlato priznanje. Iskrene čestitke. Učitelj Tom Gornik je bil mentor tudi učencu Anžetu Prašnikarju, ki je na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike osvojil zlato priznanje in dosegel prvo mesto v državi. Iskrene čestitke. Naš devetošolec Voran Zgodec je na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegovo priznanje pod mentorstvom učitelja Toma Gornika dosegel zlato priznanje. Čestitam! Prav tako pa je Voran Zgodec v vseh razredih osnovne šole osvojil priznanje na matematičnem tekmovanju in tako osvojil priznanje Diamantni kenguru. Voran, čestitam! Učenka Taja Jemc je na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegovo priznanje pod mentorstvom učiteljice Špele Šifter osvojila srebrno priznanje. Vabljeni obe na oder. Prav tako je Taja Jemc pod mentorstvom učitelja Boruta Horvata na državnem tekmovanju Bobr iz znanja računalništva osvojila zlato priznanje. In še v vseh razredih osnovne šole Taja dobi priznanje na matematičnem tekmovanju in tako je osvojila Diamantni kenguru. Čestitke! Imam pa tudi to čast, da razglasim še enkrat, na valeti so se naši učenci, ki so bili vsa leta odlični oziroma dosegli izjemen učni uspeh, že vpisali v zlato knjigo. Še enkrat torej vabljeni vsi učenci 9. razredov, ki ste dosegli vsa leta nadpovprečni učni uspeh. Z njimi seveda vabljeni tudi razredniki. Najprej 9A z razredničarko Natašo Berg. Vabljeni pa naši zlati učenci Zoja Bogdanovski, Ema Jutršek, Hanna Pestotnik, Marko Tomel in Domen Žun. Vabljeni na oder. Razrednik 9. B razreda
Jak Rogel je že z nami na odru, vabim pa zlate devetošolce 9. B, Ana Aubel, Sofija Capudar, Neja Cerar, Taja Jemc in Voranc Godec. Vabim. In še učenci 9. C razreda pod mentorstvom oziroma vodenjem razredničarke Jadranke Hajdinjak na oder pa vabljeni Beti Cerar, Neža Koren, Matija Podminšak in Ela Turk-Kvedar. Kar na oder. Čestitke še enkrat vsem nagrajencem, prav tako pa čestitke prav vsem našim učencem za ves vložen trud, kajti vsak se po svojih močeh najbolje trudi in skupaj uspešno zaključujemo to šolsko leto. Tako da vsem tudi prijetne, sproščene in tople poletne počitnice. Hvala lepa! Ponosni smo seveda na vsakega izmed vas in verjamemo, da boste s svojim znanjem, trudom in tudi vztrajnostjo še naprej dosegali odlične rezultate. Čestitamo torej še enkrat vsem prejemnikom priznanj, nagrajencem in vam želimo obilo uspeha tudi v prihodnje. Sledi izjemna točka, ki bo zagotovo navdušila vse prisotne. Godbi se bodo pridružili pevci otroškega zbora Kresnike in mladinskega zbora Ciklamen iz osnovne šole Janka Kersnika Brdo. Skupaj bodo izvedli posebno skladbo Gremo v kino. Skladba Gremo v kino vključuje odlomke iz 3 priljubljenih slovenskih mladinskih filmov: Kekec, Bratovščina sinjega galeba in Sreča na vrvici. Te filmi nas popeljejo v svet otroških dogodivščin, prijateljstva in tudi brezskrbnih počitnic, ki se jih zagotovo vsi nedvomno zelo veselimo. Medtem ko nas melodije spominjajo na te nepozabne filmske trenutke, nas spomnijo tudi na pomembnost prijateljstva, poguma in tudi skupnega ustvarjanja lepih spominov. Naj vas torej te melodije popeljejo v svet domišljije in radosti ter vas navdihnejo za prihajajoče počitnice, ki so pred nami. Sedaj pa uživajmo torej v skupni izvedbi skladbe Gremo v kino z otroškim zborom Kresničke, mladinskim zborom Ciklamen in Lukoviško godbo. Thank you.
Šport je nedvomno pomemben del naše kulture, saj nas povezuje, spodbuja zdrav način življenja in nas uči vrednot, kot so disciplina, vztrajnost in sodelovanje. Posebej estetski šport pa nas navdušuje svojo lepoto, eleganco in tudi preciznostjo gibov. Danes imamo priložnost, da bomo uživali v prav posebni točki, ki jo bo izvedla skupina Bleščica. Najprej se nam bodo predstavile kadetinje, nato pa še mladinke. Skupina Bleščica je znana po svojih izjemnih koreografijah, ki združujejo ples, gimnastiko in tudi akrobatiko. Vsaka njihova izvedba je prava paša za oči, saj svojo energijo, natančnostjo in umetniškim izrazom vedno znova očarajo občinstvo in verjamem, da bo tudi danes tako. Dekleta iz športnega kluba Bleščica so v letošnji sezoni tekmovale v dveh sestavah, v ritmični in estetski gimnastiki. V slednji so stale na najvišji stopnički, danes pa si bomo pogledali njihovo tekmovalno sestavo žogo. Ob ritmih pesmi Let's Twist Again zaplešite tudi vi. Ljubezen do športa, do estetske gimnastike. Dekleta iz športnega kluba Bleščica se nam bodo predstavile svojo tekmovalno sestavo, za katero so v letošnji sezoni prejele pokal za najboljšo sestavo tekmovanja. Sodnice so izbrali tudi za najboljšo koreografijo, kar se tiče usklajenosti, glasbe in giba. Naj vas torej dekleta popelje v čari Italije in uživajte v tej čudoviti športno-estetsko točki. Prosim, sprejmite s toplim aplauzom skupino Bleščica. Da vas njihova predstava na odlično in da vas nas spremite užitka in čudovanja. Stars make me drool just like a past if I drool at some more.
talk and dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me if I just see back in old Napoli, that's amore. When all stars make it true, just like pasta, that's amore. When you dance on the street with the clock, when you walk in your dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me if I just see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Hvala, predsednica skupina Bleščica. V nadaljevanju pa se nam bodo pridružile članice plesne in navijaške skupine Sovice. Skupino sestavlja 16 živahnih plesavk, ki se na treningih vedno najraje posvečajo gimnastiki in učenju novih gimnastičnih elementov. Skozi sezono so z izjemnim trudom napredovale, vrhunec pa je bil, ko so se udeležile šolskega državnega prvenstva. Za velik del skupine je bilo to tudi njihovo prvo tekmovanje. Danes, ko že vsi nestrpno pričakujemo počitnice, pa se nam predstavljajo s plesom Gremo na morje. Počitnice
Sodice se nam predstavljajo tudi z naslednjo točko. Skupina 14 deklet je skozi sezono postala prava ekipa prijateljic. Na vsakem treningu so z veseljem vadile in tudi pridno napredovale. Sodelovale so na šolskem državnem tekmovanju in nastopile tudi na več prireditvah, a njihov najljubši trenutek te sezone je bil nastop na nogometni tekmi. Še drugi skupini Sodic. Spoštovane, spoštovani, veseli pa smo tudi, da lahko danes med nami pozdravljamo prav posebno gostjo, domačinko in tudi bivšo učenko naše šole, Petro Pavlič. Petra je uspešna športnica, članica težkoatletskega kluba Domžale in tudi izjemna dvigovalka uteži. Posebno ponosni smo na njen dosežek, saj je prva Slovenka, ki je nad glavo dvignila kar 100 kilogramov. Podatek, ki res osupne, mislim, da ima kar nekaj tudi nas fantov težave že dvigniti bistveno manjšo količino nad glavo kot pa 100 kilogramov. Ja, upam, da ne. Povej, Petra, najprej bi te rad vprašal o tvojih začetkih. Kako to, da si se odločila za en tak netipičen šport, mislim, da lahko rečeva za žensko? Kaj te je pritegnilo pri dvigovanju uteži? Predvsem to, da ni bilo treba sneg najprej skidati na stadionu. Prej sem trenirala atletiko, kopje sem metala, potem sem šla pa na eno tekmovanje za dviganje uteži, ker sem pač fantje rabili še eno punco za ekipo. Tako da sem se raje odločila za ta šport, ker je bil bolj vremensko dostopen. Tudi 1, 2, 3 premagala, tako da pojmi oziroma vrednote, kot so disciplina, vztrajnost in predanost, ti niso tuji in kako so ti pomagali torej na tvoji poti? Ja, sigurno to pride prav ne samo pri športu, tudi na splošno v življenju, tako da predvsem vztrajnost bi jaz rekla, da je tista zadeva, ki mi je ne manjka in mi tudi najbolj pomagala pri vseh zadevah v življenju in v športu, tako da se da daleč pride. Atletika in dvigovanje uteži zahtevata seveda veliko truda in tudi vztrajnosti. Kaj bi svetovala vsem mladim, ki bi želeli iti po tvojih stopinjah? Jaz mislim, da talentov je kar veliko. Tukaj smo že danes na tem dogodku videli, da imamo tukaj veliko talentov, tako da samo vztrajati pa samo pogumno naprej. Vsekakor in čestitke za seveda še enkrat. Sedaj pa se premaknemo tudi k pomembni novosti za našo šolo. Veseli smo, da bomo danes uradno otvorili tudi novo zunanje športno igrišče, ki bo prispevalo
kakšnim dodatnim aktivnostim v letošnjih poletnih počitnicah, pa tudi v novem šolskem letu, bo se pa toliko prijetneje vrniti nazaj v šolske klopi, ko veš, da te čaka novo igrišče. Tako da Petra, predajam ti povabilo seveda naših obiskovalcev na zunanji del prireditve. Evo, gremo kar vsi skupaj ven pogledati, kaj imamo. Tako, tudi jaz Denis vas vabim, da se nam pridružite torej na tej priložnosti. Veselimo se vaše družbe pri otvoritvi. Prosim vas pa, da se počasi torej premaknemo. Prav tako so odprta tudi vrata na moji desni oziroma vaši levi in se dobimo torej zunaj na zunanjem delu prireditve. Vsi lepo seveda počasi, vsi bomo pravočasno prispeli do tja. Steze je 156 metrov, medtem ko je dolžina kroga za uradna tekmovanja 400 metrov. Dobijo tudi povsem nov videz, kar lahko seveda vse uporabnike športnih površin zelo veseli. Upajmo, da bo z današnjo uradno otvoritvijo športni objekt služil mnogim generacijam učencev in učenk ter seveda tudi vsem občankam in občanom občine Lukovica. Sedaj pa vabim k mikrofonu županjo občine Lukovica, magistra Olgo Urankar, da nam pove nekaj besed o investiciji. Ja, še enkrat prisrčno pozdravljeni. Res je, že nekaj časa je klical tole igrišče po prenovi in mislim, da se strinjamo, da smo res dosegali tisto, kar pravzaprav smo se želeli. Namreč prenovili smo vse površine, te zunanje, skratka vso opremo za mali nogomet, košarko, odbojko, potem atletska steza prenovljena s odskočiščem za skok v daljino, potem nova pridobitev je tale prostor za suvanje med krogle. Tako da potem seveda zunanjost, tukaj smo tudi preuredili, se pravi, nove ograje, potem tlele, ko sedite, tribuna, ne, to je na novo, potem razsvetljava, meteorna kanalizacija, skratka, te utrjene površine. Mislim, potem prenova teh obstoječih otroških igral in pa nekaj novih igral, tako da za vse, za mlajše, za malo mlajše in pa seveda mislim, da je res to pridobitev za šolo, za sam učni proces in pa seveda je to tudi pridobitev za vse druge, kajti to igrišče je odprtega tipa in bo lahko služilo tudi vsem, ki so željni tega športa, igre in pa seveda druženja tukaj in želim si, da je to prostor res veselja in druženja za vse mlade in za tiste mlade po srcu. Skratka, da bo služilo svojemu namenu. Seveda sem pa pozabila še povedati, namreč glede denarja, veste, to pa moram. Namreč celotna investicija je bila preko 477 000 in seveda moram povedati za našega sponzorja, torej so investiral je tudi Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem v višini 100 000, tako da imamo tukaj tudi predstavnika, ki nam bo verjetno to potrdil. Tako da hvala lepa ministrstvu. Hvala gospe županji, prosim tudi za nekaj besed ravnateljico osnovne šole Janka Kersnika Brdo, dr. Anjo Podlesnik-Fetih in na to seveda še predstavnika Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, gospoda Tadeja Cmerekarja Komarja. Dragi učenci, učenke, mi smo najbolj veseli tega igrišča, ne? A radi preživljate čas na prostem, na svežem zraku, zunaj. Mogoče med nami ni najmlajših, tisti so največji navdušenci učnih ur športa na našem šolskem igrišču. Zagotovo, veseli smo tega igrišča, mislim, da vsi. Ena velika zahvala vsekakor naši občini Lukovica, gospe županji, da smo skupaj skreirali, oblikovali tole končno podobo igrišča. Zahvala seveda tudi ministrstvu in želim, da bomo tukaj preživeli veliko uric, veliko dni za zdrav duh v zdravem telesu. Tako da naj naše igrišče zaživi.
Hvala lepa. Spoštovana županja, magistra Olga Vrankar, spoštovana ravnateljica, drugi udeleženci današnjega dogodka, gospe in gospodje. Dovolite, da vas v imenu ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana in v mojem imenu lepo pozdravim na tej svečani otvoritvi. Ko sem včeraj, dan potem, ko so si slovenski odbojkarji tudi uradno priigrali uvrstitev na olimpijskih igrah v Parizu, razmišljal, kaj povedati v imenu našega ministrstva in pristojnega ministra Matjaža Hana, ki je ravno v teh dneh, ko veliko drugih Slovenk in Slovencev na izjemnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji. Je bila moja prva misel ta: športna igrišča so ključnega pomena za vzgojo generacij nadarjenih športnic in športnikov. Gre za prvo vez z žogo ali z drugimi športnimi disciplinami, spoznavanje svojih fizičnih zmožnosti, zdravo tekmovalnost, brušenje mladih osebnosti za igro in predvsem za poudarek na gibanju na prostem, kar v tako imenovanem digitalnih zaslonskih časih, če želite, ni več samoumevno. Na igriščih se kalijo mladi talenti, spletajo nova prijateljstva, odraščajo generacije. Da mora biti šport dostopen vsem, je eden izmed poglavitnih motivov našega ministra. Na našem ministrstvu tudi s povišanim vlaganjem v razpis za investicije v športno infrastrukturo zasledujemo ta cilj. Naše profesionalne športnice in športnike v svetu dosegajo izjemne dosežke in rezultate. Smo pa Slovenke in Slovenci tudi odlični rekreativni športniki. A ker ne vemo, kaj bodo v prihodnje prinesli časi in pa pasti zaslonov, mogoče tudi v zeleni in varni državi, kot je naša, ukvarjanje s športom ni ali ne bo več samoumevno. Zato naj se na tem mestu vsem učiteljicam in učiteljem športne vzgoje in zahvalim v imenu našega ministrstva, ker znate v mladih spodbuditi ljubezen do športne vzgoje, ker znate v posamezniku prepoznati tisto, kar je mogoče njegova fizična prednost. Treba se je zahvaliti vsem posameznikom, osnovni šoli Janka Kersnika in vsem drugim organizacijam, ki ljubezen do športa prenašate na najmlajše in jih vzgajate v najboljšem možnem okolju za rast in razvoj. Želim vam, da na tem športnem igrišču vsi skupaj čim bolj uživate. Mi pa se bomo trudili, da bomo zagotavljali spodbudno okolje in dobre pogoje za razvoj športa tudi v bodoče. Zavedamo se, da nas prav športni dosežki ali tudi rekreativna druženja tesno povezujejo. Najprej med sabo, v širšem pogledu, pa tudi kot skupnost. Hvala za vašo pozornost. Hvala vsem govorcem. Sedaj pa nam bodo učenke in učenci osnovne šole Janka Kersnika Brdo predstavili nekaj športnih panog oziroma disciplin, s katerimi utrjujejo svoje znanje pri urah športa ali pa celo tekmujejo na medrazrednih, regijskih in tudi državnih tekmovanjih. Z učenci in učenkami bo po stadionu simbolično potovala tudi bakla, ki je že od antičnih olimpijskih iger simbol največje športne prireditve na svetu. Baklo so izdelali učenci in učenke, nosi pa jo Kaja Pevec.
Najprej se nam bodo predstavili 4 učenci v skoku v daljino, Žiga Klinar, Bor Košir, Nika Oražem in Zarja Kos. Vsak bo opravil po en skok. Tehniko skoka v daljino sestavljajo zalet, odriv, let in tudi doskok. Kot zanimivost pa vam povem, da je svetovni rekord skoka v daljino kar 8,95 metra iz leta 1991, ki ga je postavil ameriški rekorder Mike Powell. Pri šolski atletiki se učenci in učenke odrivajo iz 80 cm dolge odrivne cone, ki je obarvana v belo barvo. Čestitke vsem. Selimo se na suvanje težke žoge. Na atletskih tekmovanjih se suva krogla, ki je pri moških težka 7,26 kg, svetovni rekord je sicer 23,56 metra, pri ženskah pa 4 kg, na svetovni rekord je med drugim 22,63 metra. Na šolskih tekmovanjih je teža krogle seveda prilagojena. Na osnovni šoli Janka Kersnika učenci in učenke tekmujejo pri sunu težke žoge. Predstavljajo se nam naslednje učenke in učenci iz Jutrašek, Julija Eva Jamšek, Muhamed Salkič in Tim Cerar. Nadaljujemo s košarko, ki je v Sloveniji zelo priljubljena športna panoga. Predstavlja se nam pa 7 učencev, Žan Jager, Leon Gorišek, Aljanš Gorišek, Miha Drobne, Klara Pevec in Denis Intihar, ki bodo odigrali priljubljeno elementarno igro Knockout. V skupini tekmovalcev sta 2 žogi, prvi met je vedno iz črte prostih metov. Oba tekmovalca morata čim hitreje doseči zadetek. Ukolikor sprednji igralec zadane prvi, oba nadaljujeta igro, žogi pa se predata naslednjemu igralcu v koloni. Če pa zadane drugi igralec pred prvim, slednji izpade iz igre. Naj opomnim, da je samo prvi met iz črte prostega meta, nato se po zgrešenem metu meče čim bližje košu.
Čestitke seveda vsem sodelujočim. Nadaljujemo z ognjenim šahom, ki je priljubljena elementarna igra, ki jo zelo radi igrajo vsi učenci in tudi učenke naše šole. Igra se na odbojkarskem igrišču z 2 ali 3 mehkimi žogami. Igra je dinamična, saj se tudi zadeti učenci ali učenke lahko še vedno vrnejo nazaj v igro. Med drugim se nam predstavljajo Ela Mežnarič, Vita Boršnar, Klara Šum, Klara Pevec, Ana Klopčič, Eva Prašnikar, Žan Jager, Leon Gorišek, Aljaž Gorišek, Miha Drobne in Denis Intihar. Čestitke tudi za to predstavitev. Sledi pa šprinterski tek na 60 metrov, kjer bosta tekli 2 učenki, Lara Šinkovec in Lucija Količ in 2 učenca, Matija Mausar in Tibor Zalokar. Odtekli bodo en šprint. Tek na 60 metrov je ena izmed disciplin pri meritvah za športno-vzgojni karton, katere v Sloveniji merimo že več kot 40 let. Tekmovanja na 60 metrov potekajo tudi na regijskem in državnem nivoju. V članski atletiki je šprinterski tek na 100 metrov. Pohvalimo se lahko tudi, da smo v zadnjih letih imeli kar nekaj odličnih šprinterjev in šprinter. Kot zanimivost naj povem, da je šolski rekorder Patrik Novak z rezultatom 7,29 sekunde. Iskrene čestitke in seveda vsi zelo toplo vabljeni na igrišče, čim več tudi o teh vročih poletnih dneh, ki so pred nami. Spoštovane, spoštovani, iskrena hvala, ker ste se nam pridružili na današnji prireditvi in slavnostnem prerezu trku. S tem smo uradno otvorili tudi naše novo igrišče, kjer verjamemo torej, da vas čaka veliko športnih užitkov in tudi nepozabnih trenutkov. Ob tej priložnosti pa vam tudi iskreno čestitamo ob dnevu državnosti. Naj vam počitnice, ki so pred vrati, prinesejo obilo sprostitve, veselja in tudi lepih doživetij.
Še enkrat seveda hvala vsem za vašo pozornost in tudi za vaš čas, ki ste nam ga namenili, da ste bili z nami. Želimo vam prijeten preostanek četrtka in seveda vse dobro, obenem pa nikar ne odhajate domov, ampak vabljeni na mojo levo oziroma vašo desno stran ob dvorani na druženje še naprej. Tako da ostanite v naši družbi in seveda vse dobro vsem.